Lep pozdrav, prihajam iz male občine Log-Dragomer, odkar je zdaj Univerza za tretje življenjsko obdobje tudi na Vrhniki. Nismo več najmlajša, ampak smo druga najmlajša Univerza za tretje življenjsko obdobje. Moja predstavitev danes je v 3 delih. V uvodnem delu vam bom nakratko predstavila zakonske podlage in vključenost univerz v to analizo. V drugem delu analizirala odgovore, ki ste nam jih poslali, in v tretjem delu nakratko povzela ugotovitve in predloge, kako naprej. Zakon o izobraževanju odraslih, ki je bil sprejet 18. leta, nalaga občinam obveznost sprejetja letnega programa izobraževanja odraslih. Tega lahko sprejme tudi več občin skupaj. Zakon določa tudi okvirno vsebino letnega programa izobraževanja odraslih, to pa so cilji in kazalniki na letni ravni, poudarjam, ukrepi po prednostnih področjih, obseg denarja in pa način spremljanja uresničevanja letnega programa. Mreža, mi smo lani ali pa letos spomladi vam poslali 2 vprašanji in prosti za odgovore. Prvo vprašanje je bilo, ali ima občina sprejet letni program, in drugo vprašanje je bilo, kakšni so prostorski pogoji vašega delovanja. Danes vam predstavljam samo odgovore na prvo vprašanje. Odgovorila nam je 38 univerz za tretje življenjsko obdobje, kar predstavlja več kot 70% vseh. Upoštevali smo pa vse odgovore, ki smo jih dobili do pomladi 2020. In kot vidite, jaz sem te odgovore strukturirala glede na status univerze. 22 je samostojnih, 6 deluje v okviru ljudskih univerz, 4 v okviru knjižnic, 2 v okviru društva upokojencev in 4 ostalo. To je raziskovalno središče Rakičan, kulturno-umetniško društvo in še 2, kar sem pa pozabila. Posamezne univerze ste odgovorile za več občin, tako da je dejansko v analizo vključenih 45 slovenskih občin, kar predstavlja dobro petino vseh občin, v katerih živi več kot polovica prebivalcev Slovenije, seveda največ v mestnih občinah Maribor in Ljubljana. Kot vidite, prevladujejo občine, v katerih živi od 10 do 30 tisoč prebivalcev, do 10 tisoč prebivalcev v približno tretjini občin in od 30 do 100 tisoč približno 10% občin. Zakaj je ta podatek pomemben? Zavedati se moramo, in to veste iz lastnih izkušenj, pa mogoče neko od univerze za tretje življenjsko obdobje, ampak tudi kot občani, da manjše občine so kadrovsko šibkejše in seveda stvari v teh malih občinah se malo zakomplicirajo zaradi kadrovskih zmogljivosti občinskih uprav. Še nekaj je pomembno, da poudarim, v tej analizi se nismo spuščali v kakovost letnih programov izobraževanja odraslih, ampak smo jih presojali izključno po kriteriju, ali izpolnjujejo zakonske pogoje ali ne izpolnjujejo zakonskih pogojev. Jaz priznam, da je to najbolj enostaven kriterij, kjer lahko ti zelo jasno rečeš, ja, je letni program, ne ni letni program. Analiza kakovosti bi bila bistveno bolj zahtevna, ampak tudi v bistvu ni v naši pristojnosti, da bi kakovost ocenjevali. To je stvar občinskih uprav in občinskih služb, da skrbijo za to, da so njihovi dokumenti kakovostni. Dva zakona sta pomembna za analizo. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki v 10. členu določa, da morajo
občinske uprave na svetovnem spletu objaviti dokumente, med drugim tudi dokumente, ki se jim reče letni programi. In drug zakonski kriterij je pa 44. člen zakona o izobraževanju odraslih, ki govori, kaj morajo biti poglavja, to se pravi sestava letnega programa izobraževanja odraslih. To vam kakšno mora biti, sem vam povedala na začetku. Zdaj, to so vaši odgovori. To je število občin, ki ima ali nima sprejetih letnih programov in število občin, v katerih se dogovarjajo, da bi letne programe sprejeli. In to načrtovanje je deloma že posledic tega, da ste jim poslali pisna vprašanja, ali imajo letni program ali ne. In nekatere univerze ste se potem sestale z svojimi občinskimi upravami in ste se na nek način dogovorili, da bojo pripravili in dogovorili tudi o tem, da boste povabljeni k sodelovanju, ko se bo to pripravljalo in vam polagam na srce, da je to prava pot. Jaz vam zdaj te sezname občin na osnovi te moje predstavitve in vaših odgovorov bomo pripravili eno kratko in pisno informacijo o rezultatih analize in v prilogi objavili vse te sezname občin, ki so za vas pomembni in se boste lahko mogoče tudi pogovarjali z njimi. Dobili smo odgovor, da je sprejetih 8 letnih programov. Mi smo na osnovi vaših odgovorov šli za vseh 8 programov pogledati na spletne strani. Na spletni strani smo našli 4 letne programe izobraževanja odraslih in čisto nič več. To se pravi, vse ostalo, kar so vam rekli, ali kar so vam občinske uprave odgovorile, ali kar so vam živske univerze odgovorile, ali pa kar sklepate sami, da je letni program izobraževanja odraslih, to ni, ker ni kot letni program objavljen na spletni strani občine. In to velja seveda za vse. Niso sprejeti, se boste lahko doma v miru pogledali. Za nas je pomembno, kdo načrtuje. Ivančna Gorica, Izola, Log, Dragomer, Nova Gorica, Rogaška Slatina. Ker je zdaj od pomladi do zdaj preteklo nekaj časa, me zanima, ali je v kateri od teh občin bil narejen v resnici kakšen korak za pripravo letnega programa. Jaz tako za Izola povem, da nas nobeden ni povabil, ampak zdaj ste me pa izvala, da bom jaz njih malo potkala spet. Vi prihajate iz Izole. In vas niso povabili. Se morate sami povabiti. Se pravim, da bomo morali mi ponovno jih podrezati. Isto velja za Novo Gorico. Pa so vse obljubili, ne? Tudi ne. Kaj pa Rogaška Slatina? No, jaz moram reči za našo občino Dragomer, da smo mi pripravljene strokovne podlage, ker pa moram povedati, da o tem, da imamo zakon izobraževanja odraslih, da je treba letni program, ni vedel nihče, nič na občinski upravi. Ampak mi smo mala občina, 1500 ljudi, jaz mislim, da nismo nobena izjema. In potem se je podžupan angažiral in zdaj so neki papiri, dokument, letni program, pa razpisna dokumentacija in to je pripravljeno in naj bi šlo zdaj septembra na odbore. Pravzaprav na odbor za družbene dejavnosti in potem v občinski svet. Pa če bo se kaj dogajalo, bom jaz poslala Aljani, pa vam bo poslala. Potem to, kar je bilo središče naše analize, je bilo, ali so vaše dejavnosti vključene v letne programe. In zdaj vidite, v Ajdovščini ni, je pa napisala predsednica, da bojo predlagali županov, da se vključi in me zanima, je Ajdovščina tu? Ne. Ali so uspeli ali ne. V Ljubljani je vključena, je med izvajalci Univerza za tretje življenjsko obdobje, v
znesek. V Mariboru je, ampak samo Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki je sestavni del Ljudske univerze. V Mariboru sta še dve, pri knjižnici in pa v Dobi, teh dveh pa v letnem programu občine Maribor ni. Zdaj, če tak ilustriram, glede zajetja smo lahko zadovoljni. Visok odstotek univerz, visok odstotek občin, visok odstotek prebivalcev. Jaz mislim, da lahko rečemo, da je to zelo pomembna informacija za bodoče ravnanje Ministrstva za izobraževanje, če jim je do tega, da bi ti letni programi zaživeli in da bi dejavnost dobila tudi svoje mesto v lokalnih okoljih. Stanje glede sprejetja ne moramo biti veseli, ampak to, kakšno podporo ima izobraževanje odraslih in tudi naše univerze v občinah, tega pa smo lahko veseli. Ker ko boste videli potem naprej, marsikaj na lokalnem nivoju je tako daleč pripravljeno, da manjka en majhen korak, da bi iz tega nastal letni program. To je zdaj zelo na hitro, predvsem mene zanima, če je gospa Dolganova prišla. To je pravzaprav za njih informacija. 72% univerz, 21% občin, 53% prebivalcev ne morejo nam učiti, da ta analiza ni relevantna za nadaljnje delo. Sprejeti letni programi samo 4, načrtovanih več, bomo videli, kaj bo o tem, kakšni so ti 4 programi, pa potem na koncu. Zelo močno je prepričanje med službami in med vami, da je letni program Ljudske univerze enako letni program izobraževanja odraslih v občini. To ni res. Veliko sem razmišljala, zakaj, odkot takšno tolmačenje in sem potem naletela, v bistvu, šele ko sem delala to analizo, na 59. člen Zakona o izobraževanju odraslih, ki pravi, da občina iz občinskega proračuna financira javnemu zavodu, to so ljudskim univerzam, izvajanje letnega programa izobraževanja odraslih. In to trdijo službe v teh 4 občinah, mislijo pa tako večina služb, v katerih delujejo, ki so ustanoviteljice Ljudske univerze. Veliko sem razmišljala, zakaj, ker v bistvu je 50. člen pa 51. jasen. Samoupravna lokalna skupnost mora sprejeti letni program izobraževanja odraslih. Kaj zdaj ta člen pomeni? Moram pohvaliti uradnico v Logatcu, ki je odgovarjala na vprašanje, ki je na eni strani pa pol utemeljevala, zakaj občina ni dolžna sprejeti letnega programa. Ker si je pogledala objavljene letne programe, ker je očitno videla ta 59. član in je videla, da so vsi programi Ljudskih univerz. Torej, mi Ljudske univerze nimamo, meni tega ni treba narediti. Jaz moram povedati, da mi je žal, da gospe Dolganove ni. Meni je Katja Dovžak na izrecno vprašanje, kaj 59. člen pomeni, odgovorila, da se morajo občine spoštovati 50. in 51. člen. 59. člen pa samo pove, da tisti del letnega programa, ki ga izvaja Ljudska univerza, dobi denar iz Ljudske univerze. Še ena stvar je pomembna pri tej zakonodaji. Verjetno poznate, da je vsako leto razpis za letne programe kulture v občinah.
pa za letne programe športa. Na te letne programe za kulturo se marsikdo tudi prijavi. Vsi ti letni programi morajo iti na javni razpis, ker področni zakoni to določajo. Naš zakon tega ne določa. To se pravi, da občinskim upravam letnega programa izobraževanja odraslih ni treba dati na javni razpis. Na moje izrecno vprašanje Katji Dovžak, a je to prav ali to ni prav, je odgovorila, da je to prav, ker zakon to ne določa. Predtem sem že spraševala gospoda Lavtarja, ki dela na lokalni samoupravi in je bil nekoč tudi na Ministrstvu za izobraževanje. On mi je pa rekel, da mora iti na javni razpis. Jaz zdaj nisem raziskovala, ali mora iti ali ne more iti. Ampak zdaj vam bom povedala osebno mnenje. To, da ni treba dati na javni razpis, je lahko velika prednost. Ker to pomeni manj birokracije in manj administrativnega dela, kar je še zlasti pomembno za male občine. Je pa seveda to hkrati tudi nevarnost, ker če v postopek niso vključeni vsi, tako kot morajo biti v javnem razpisu, lahko to pomeni neenakost pred zakonom. Zdaj, jaz osebno v to ne bi drezala, ker se bojim, da bi se končalo tako, da bi tudi ta letni program moral biti na javni razpis. In bi mogoče s tem naredili sebi več škode kot koristi. Bi pa vztrajala, da ko se pripravlja letni program, da smo zdravi, kot univerze za 3. življenjsko obdobje. Rekla sem vam, da če s stanjem za letne programe ne moramo biti zadovoljni, sem potem pogledala te spletne strani, v katerih se nam bili napisali, da so viri financiranja za vašo dejavnost. In tu seveda imate milijon praks. To so javni, ampak vse javni razpisi za družbene dejavnosti, javni razpisi za delovanje društev, javni razpisi za kulturo, javni razpisi za neprofitne organizacije, javni razpisi za društvo upokojencev. Potem so to dotacije iz občinskega proračuna. Zdaj seveda te Ajdovščine ni. Ne vem, kaj ta dotacija pomeni, da ti napišeš pismo županu, pa dobiš, ker določen znesek lahko župan razporeja, ne da bi koga vprašal ali kaj drugega. In ko sem jaz potem šla gledati te spletne strani, kjer vi navajate te dokumente, sem videla, da je vsaj 2 primera dobre prakse, ki jih je vredno pogledati, če boste sprožili akcijo za sprejetje letnega programa. Moram pa povedati, da ste o tem poročali samoiniciativno in se vam posebej zahvaljujem, da ste nam to napisali, ker smo dobili zelo dragocene informacije za našo analizo. Predlog, kaj lahko naredimo univerze za 3. življenjsko obdobje. Močne univerze za 3. življenjsko obdobje, kot je recimo Velenje ali pa Ajdovščina ali pa Ljubljana, pa še katere, so same dovolj močne, da bi lahko sprožile postopek sprejemanja letnega programa, preprosto tako, da bi se napovedali pri direktorju občinske uprave, mu povedali za zakon, boste presenečeni, koliko o tem ne ve, in jim nesete tudi že nek papir. In rečete, vi kot občina že sofinancirate te in te programe, zdaj dodajte noter, ali samo te zberete v enem dokumentu, ali pa dodajte še nekaj novega. Ampak za začetek dajmo spraviti vse, kar se na področju izobraževanja odraslih, to lahko naredite ta močne univerze. To lahko naredite tudi tiste univerze, ki delate v sklopu ljudske univerze ali pa knjižnice, kjer imate tudi neko močno kadrovsko podporo, da vam to pomaga. Če pa tega nimate, potem pa lahko kot najbolj mala univerza, tako kot smo mi, rečete podžupanu, ne vem, kdo pokriva to področje družbene dejavnosti, dajte ustanoviti delovno skupino, ki bo pripravila ta letni program.
In v to delovno skupino kot predlagatelj boste prišli in ta delovna skupina, jaz sem pač zdaj na primeru moje občine dala, najprej smo pogledali, ampak najprej smo si mi v univerzi pogledali, kaj piše v strategiji razvoja, pa smo našli tam en stavek, ki paše k nam, da bo občina spodbujala izobraževanje zmogljivosti za vse generacije. Potem pogledate, to je že malo bolj težka naloga, to je fajn, če vam in uradnik pomaga. Kateri javni razpisi vključujejo programe izobraževanja odraslih? Pa pogledajte tudi, vidite, koliko denarja gre za to. In ko imate to dvoje, to se pravi strategijo razvoja občine, pa kaj občina že financira, imate na nek način vsebino letnega programa, tam, kjer piše programi in ukrepi. Potem se morate samo še za cilje zmeniti in za spremljanje. Pa je zakonska določba pokrita, pri spremljanju je seveda tisti, ki ga spremlja občinska uprava, dolžna, da to spremlja in tudi zahteva to, da se postavijo neki kazalniki in na osnovi katerih se to spremlja. Primera, ki sem jih naletela na osnovi vaših informacij, Ravne na Koroškem in Škofja Loka. Oni imajo očitno že utečeno prakso javnega razpisa. Ena vključujejo zavode, javne, zasebne in društva, ta v Škofji Loki pa vključuje samo nevladne in neprofitne organizacije, društva in zasebne zavode. In ko vi to vzamete v roke, vidite, da vam res, to je to, ko sem vam rekla, en korak pa so to dokumenti, ki jih lahko deklariraš kot letni program izobraževanja odraslih. Zdaj letni program Ljubljane, mi se ne moramo z Ljubljano primerjati, nihče od nas, niti z Mariborom, zato ker mestna občina ima močno upravo, ki je sposobna marsikaj narediti, ima močnega Ceneta Štuberja, od katerega lahko dobi input. Ta njihov program ima 50 strani in vključuje različne izvajalce in tudi različna področja. Kulturo, muzejsko dejavnost, nevladne organizacije, javne zavode za vse. To, kar pa se lahko naučimo in kar je pomemben podatek iz ljubljanskega letnega programa, je dvoje. Prvič, oni sprejemajo proračun za 3 leta in tudi letni program načrtujejo za 3 leta. To je vse v izogib neki preobremenjenosti. In drugi, še bolj pomembni podatek, ko se boste pogovarjali z občinsko upravo, v tem ljubljanskem piše, to ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti, ker so postavke za posamezne programe že v postavkah, jaz ne vem, izobraževanje ima 19, kultura ima 18, skratka. To je tudi zelo pomemben podatek, ko se boste šli pogovarjati ali pa lobirati za. Jaz imam tu sprintane programe, no, Ajdovščina, Maribor je mogoče primeren zato, ker je struktura tako, kot piše v zakonu, to se pravi kazalniki, pa ne bom, zato si lahko na spletni strani pogledate, jaz imam pa tu vsakega en izvod. To, kar bi jaz predlagala Ministrstvu za izobraževanje, je, da to tolmačenje, ki so ga poslali meni, pošljajo vsem občinskim upravam. Skratka, občina je dolžna sprejeti letni program izobraževanja odraslih, kdo ga pripravi, je njena stvar, ali ga da javni razpis ali ne javni razpis, je njena stvar, ampak sprejeti ga mora. To bi jaz pač predlagala, da ministrstvo naredi. Predlagala bi tudi, ne vem, če bo ta predlog sprejet, da narava vsakega letnega programa na občinski ravni je, da ti isto področje zajameš v celoti. Letni program ene ustanove ni smiseln, potem se samo reče letni program dela Ljudske univerze, ali pa program dela knjižnice, ali pa program dela društva upokojencev. Pa veste, mi moramo to v letnem programu različna področja strniti. In to
to bi moralo biti v interesu ministrstva in to je v interesu ministrstva, ko gre za nacionalni program izobraževanja odraslih in nacionalni letni program. Tja so vključili 14 ministrstv, to se pravi 14 področij. Kakva logika je, da ima potem občina samo eno področje, pa ne samo to, samo enega izvajalca. Tako da to priporočilo, da naj bo v letnem programu vključeno vse ustanove in programi, ki jih tak ali tak financirajo, bi bilo dobro, da dobijo vaše občinske uprave in seveda velikokrat se organizirajo srečanje županov in na enem od takem srečanju županov mogoče 10 minut govoriti nekaj o tem, kar smo pripovedovala danes, to se pravi, zakaj letni program, kakšen mora biti in kaj je želja in ambicija. Hvala za pozornost.